Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi prispevek med kvalifikacijami velike nagrade Kitajske. Poglejmo si skupaj, kaj se je zgodilo na edinem prostem treningu in predvsem na tistih kvalifikacijah, namenjenih sobotnemu sprintu. Kot običajno bo naš prispevek med kvalifikacijami razdeljen na tista dva dobro znana dela. Najprej si bomo ogledali tehnične novosti ter zanimivosti in nato skušali razumeti ono pravo razmerje sil pred samimi kvalifikacijami v soboto, ker imamo na Kitajskem sprint, smo imeli kar lep pokazatelj na tistih prvih kvalifikacijah, ki so bile na vrsto v petek in seveda služijo samo za sobotni sprint. A o tem nekoliko kasneje. Če si ogledamo uradne dokumente, ki jih je izdala FIA, bomo videli, da smo kar pri 4 ekipah imeli nekaj novosti. Govorimo o tem, da smo komaj na drugi dirki v letošnjem koledarju in praktično velika nagrada Avstralije je bila prejšnji vikend. A pri McLarenu smo lahko videli manjšo spremembo na zadnjih zavornih košarah, kjer so pritrdili nov profil. Neka malenkost, ki služi več ali manj specifiki proge. Pri ekipi Racing Bulls so dodali Gurneyjevo zakrilce na same pomožne profile prednjega aerodinamičnega stabilizatorja. In tudi na zadku, tisti spodnji profili, so drugačne oblike. Imamo dva elementa, kar je zopet nekaj povezano s specifikami proge. Pri ekipi Williams podobna zgodba kot pri ekipi Racing Bulls. Spet govorimo o spodnjem profilu, tam na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju, le da je tu malce večji in ima opcije uporabe enega ali pa dveh profilov. Največje spremembe pri ekipi Sauber, kjer so rahlo spremenili obliko pokrova pogonskega sklopa tam pri bočnih strukturah. Lahko bi dejali, da je bila to tudi največja sprememba. A verjamem, mnoge izmed vas zanima, kaj je dobesedno s to spremembo glede merjenja upogibanja zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja. Mogoče ste v raznih virih zasledili različne razlage. Ampak zadeva je dokaj enostavna. Govori se o tako imenovanem mini DRS-u. In DRS je špranja med glavnim ter pomožnim profilom. Tudi v sami literaturi ste lahko zasledili, da so spremenili toleranco same špranje, same razdalje med profili iz 2 mm na pol milimetra plus minus 0,25 mm. In torej, če obremenijo isti pomožni profil z 75 kg, se lahko špranja med samim pomožnim in glavnim profilom nekako poveča za največ, in govorim največ, 0,75 mm, kot je razvidno tudi iz skice. Edini, ki so bili prisiljeni predelati sam zadnji aerodinamični stabilizator, po uradnih podatkih so bili pri ekipi Alpine. A kljub vsemu nimamo še dovolj raznih tehničnih novosti in predvsem zanimivosti. Tu bi vam rad pokazal nekaj, kar na prejšnji dirki za veliko nagrado ni bilo tako očitno. Razliko v obliki nosnega konusa Red Bulla, Ferrarija ter Mercedesa. Govorili smo o tem, da pri Red Bullu so spremenili konfiguracijo iz tiste, kjer je konica segala na prvi profil prednjega aerodinamičnega stabilizatorja, na ono, ki je
rahlo krajša in je vpeta na drugem profilu. Vidimo sami, da sama oblika ni nekako posrečena, še posebej, če jo primerjamo na primer s tistim, kar vidimo pri Scuderii Ferrari, kjer bi lahko dejali, da gre za klasično konico, vpeto na drugi profil. In seveda vidimo tudi, kako je čokana. Pri Mercedesu pa imajo neke vrste hibridno kombinacijo, kjer lahko vidimo, da bi, ukolikor bi želeli, nekako dosegli podoben rezultat, če samo spremenijo samo konico. Ampak zadeva bi izgledala bistveno bolj skladno. In že ker smo govorili o Red Bullu, bi vam rad pokazal še zanimivo fotografijo. Ne gre za tehnično novost, ampak nam tudi kaže, kako pri ekipah nekako strmijo za tem, da je tudi spreminjanje nastavitev na samih bolidih čim bolj enostavno. Poglejte tu, tisto odprtino, ki so jo pri ekipi iz Milton Keynesa namenili seveda zato, da se lahko menja stabilizator na zadnji premiji. Sprememba, ki jo je mogoče doseči tudi tako, da se dobesedno odvije celoten pokrov pogonskega sklopa in seveda napravi, kar se ima za narediti. Ampak po drugi strani s to sofistikacijo so prihranili mogoče mehanikom kar nekaj dragocenih minut časa. Sprememba, ki po svoje lahko tudi dvigne skupno maso bolida, ki naredi sam pokrov rahlo manj trden, ampak vseeno prihrani ogromno časa pri raznih spremembah. In tudi to je nekaj, na kar ne smemo pozabiti. Opazili smo lahko na samem prostem treningu, da se je pojavilo zrnjenje. Zrnjenje, kot vidite na sami fotografiji ali po angleško graining, je nekaj, kar je bilo pričakovanega, še posebej na progi, ki nima nameščene gume na samo asfaltno površino. In kot smo napovedali že v samem uvodnem prispevku, se je ta pojavljal več ali manj na levih pnevmatikah, tako spredaj kot tudi zadaj. Sčasoma, ko se bo količina gume nabrala na asfaltu, bo ta pojav omiljen ali bo pa celo izginil. In preden se lotimo vsega tistega, kar smo videli na samih kvalifikacijah in tudi v luči podatkov prostega treninga, še zanimivost, Yuki Tsunoda je že vgradil drugi pogonski sklop. Seveda v tem trenutku še nima nobenih kazenskih mest, ampak že se je začelo. Videli bomo, kaj se bo vse nabralo do konca sezone, namreč smo šele na drugi dirki. A tu je sedaj se treba ustaviti predvsem pri rezultatu kvalifikacij za sam sprint. Videli smo, da je Lewis Hamilton dosegel najboljši čas. In ne samo to. Če primerjamo čas Lewisa Hamiltona iz kvalifikacij za sprint, torej minuta, 30 sekund in 849 tisočink, in to primerjamo s tistim, kar je dosegel lani Max Verstappen na kvalifikacijah za dirko, bomo videli ogromno razliko. Lani Max Verstappen je bil najboljši na kvalifikacijah s časom minute 33 sekund in 660 tisočink. Zakaj primerjam kvalifikacije za sprint z kvalifikacijami za dirko? Ker je lani med kvalifikacijami za sprint deževalo. In seveda tu bi lahko dejali, da je razlika med lanskim in letošnjim časom približno zaokroženo 2 sekundi in 80, kar je po mojem res ogromno. Nekaj gre na račun same preplastitve proge, ampak drugo so zagotovo dodali pri ekipah. In tu lahko vidimo, da Lewis Hamilton, ukolikor je motiviran, zna biti hiter. Boljši je bil tudi od Charlesa Leclerca.
Da ne govorim, da je bil hitrejši od obeh McLarenov, ki sta na prostem treningu pokazala tako z Piastrijem kot z Norrisom še zmeraj nekaj tiste tehnične premoči. A pri rezultatih ne moremo mimo časa Maxa Verstappena. Mnogi navdušenci so trdili, kako ne bo v navednicah nevaren, kajti njegov Red Bull naj ne bi bil tisti pravi, tisti z neko tehnično premočjo. A vidimo lahko, da kljub temu, da nima tistega najhitrejšega bolida na razpolago, kot na primer v sezoni 2023, Max Verstappen zna biti spredaj. Pokazal je to v Avstraliji in do sedaj na Kitajskem se zgodba ponavlja. Žal je treba poudariti, da se zgodba ponavlja tudi pri Liamu Lawsonu. In sedaj bi rad spomnil mnoge navdušence, ki sledite temu kanalu, da sem v lanski sezoni mnogokrat dejal, kako Sergio Perez ni bil tako slab, kot so ga mnogi opisovali. Pač njegove sposobnosti niso na nivoju tistega, kar zna iz določenega bolida izvleči Max Verstappen. In zakaj pri Red Bullu naredijo bolid, ki je pisan na kožo Maxu ter nikomur drugemu? Zato, ker so s takim pristopom do sedaj osvojili 4 naslove med samimi vozniki in 2 med konstruktorji. Se vam to zdi malo? Meni osebno ne. In če pogledamo malce na hitro, kaj so nam pokazale te kvalifikacije za sprint, bomo videli, da že pri citirani ekipi Alpine je bil novinec Jack Doohan boljši od, imenujmo ga, veterana Pierresa Gaslija. Se zgodi. Ampak še zdaleč ne moremo dejati, da Jack Doohan si ne zasluži biti v Formuli 1. Čeprav ga mnogi že pošiljajo ven iz tega športa, kajti vidijo bistveno bolj popularnega Franka Colapinta na njegovem mestu. Ampak zaenkrat bi lahko dejali, da ni tako slab. Drugi, ki je dokazal, da res ni tako slab, kot nekateri mislijo, je pa zopet Lance Stroll. Mogoče na kvalifikacijah za samo dirko bo slika obratna, ampak vidimo tu, da je bil boljši od Fernanda Alonsa. Torej, če ima bolid, ki je recimo temu povprečen, ki nima nekih hit, ki se lahko nekako podaja njegovemu stilu vožnje, zna biti tudi Lance Stroll tam med najboljšimi. Ne na vrhu, kar nikoli nisem trdil, ampak če pride v Q3, je po mojem svojo nalogo opravil z odliko. In sedaj se lahko začnemo zopet malce spraševati, kakšno je pravo razmerje sil. Verjamem, da nekateri navdušenci nimajo radi Lewisa Hamiltona in zato vsaka njegova napaka je v medijih potencirana. Ampak zanima me, kaj bodo dejali sedaj. Dobro nam je znano, da Charles Leclerc je nekaj posebnega prav v tistem kvalifikacijskem krogu, ampak tokrat Lewis Hamilton je bil enostavno boljši, hitrejši in dokazal je, da vsaj za naslednji 2 sezoni še zmeraj lahko nekaj da. Seveda ob tem, da je po mojem skromnem videnju primerno motiviran. A po drugi strani, zakaj pri McLarenu niso dosegli tistega, kar so mnogi pričakovali? Vprašanje, ki je izjemno zanimivo, namreč Parc Fermé velja od kvalifikacij za dirko do konca velike nagrade. Tako da obstaja možnost, da so kaj tudi malega zgrešili, bili preveč konservativni ali pa preveč zaverovani vase. Videli smo na samem prostem treningu, kako so z lahkoto opravili z vsemi ostalimi. In mogoče, ponavljam, mogoče so malce zaspali na lovorikah. Na tistih rezultatih prostega treninga lahko vidimo, kako je bil Max Verstappen zadaj, tudi na lestvici. Ampak, ko je bilo treba pokazati čas, no, o tem smo že govorili.
Torej, kar se tiče samih kvalifikacij, bi zopet lahko dejali, da bomo spremljali dokaj ogorčen boj McLarena, Red Bulla in seveda Ferrarija. Mercedes se lahko priključi v zgodbo, ampak zaenkrat jih še ne vidim prav tam spredaj. Čeprav bi se lahko zgodilo, da se bo zadeva spremenila in da bosta Piastri ter Norris znala pokazati nekaj več. Ampak pred nami je sprint. Kaj lahko tu pričakujemo? Kot pri vsakem drugem sprintu, vozniki verjetno ne bodo šli na polno, kajti vsaka hujša nesreča bi znala izjemno otežaviti kvalifikacije, ki sledijo v soboto popoldne. Tako da ne pričakujem preveč. Tudi točke, ki se podelijo na sprintu, so v bistvu manjša zadeva v primerjavi z celotnim vikendom. Namreč zmagovalec jih dobi 8, ampak drugi 7, tretji 6, četrti 5 in tako do 8. mesta. Tako da kakšne prevelike akcije vsaj sam ne pričakujem. Pričakujem pa bistvene spremembe na kvalifikacijah. Kar se tiče ritma, bomo bolj podrobno govorili seveda v zadnjem briefingu, ampak dodal bi rad nekaj, da sem malce vrgel oko na podatke, ki so že na razpolago, in zadeva ni takšna, kot bi lahko mislili, samo iz tistega, kar so pokazale kvalifikacije. A o tem kasneje, jutri, v tistem posebnem prispevku. Zaenkrat, kot ste razumeli, je pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.